Sigurno te je že kakšenkrat presenetil kakšen avto, kamion, ki ga nisi pričakoval, pa sem mogoče ustrašil, mogoče zapeljal z ceste. Tako sem se odločil in sem zadnje 3 mesece testiral Brighton Guardia R300L. Brighton Guardia R300L je zadnja radarska luč, ki to opozarja na približajoče se vozila preko Bluetooth ali ANT+ povezave. Visoka je dobrih 10 cm, široka približno 4 in debelina je 2,5. Guardia je sama po sebi težka približno 70 gramov. Skupaj z nosilcem se ta številka dvigne na 100. Ta je vodoodporna, kot sem tudi testiral v zelo močnem nalivu, po katerem nisem imel z napravo nobenih težav. Podpira praktično vse števce, ki imajo ANT+. Pa poglejmo, kaj je noter. Imam tudi na kolo, če imaš aero nastavek ali pa navaden v krogu. USB-C kabel za filat, Brighton Guardia, navodila. To je vse, kar je noter. 6 različnih modov, doseg do 190 metrov, povprečje je 150 metrov. 220 stopinjski kot, 17 ur baterije, dokaj mehna zadevca, mogoče malenkost večja od Garmin Varie. Prvo je treba updatati, naložiš Brighton Guardia app, Google Play, Welcome, slide to connect, Bluetooth je prižgan, zdaj pa power on Guardia, za 1 sekundo. Jesus Christ. Nisem pričakoval, da bo toliko svetlo. Jesus. Ok, evo, Guardia. Update. Evo, baterija 92%. Alerts. Sound, vibration. Dajmo vse te alerte prižgati, da vidim, koliko je. Ok, dajmo to prvače. Brake light. Pomeni, če gaš mogoče hiter pa zabrenzaš, se ti lučka brže. Kaj pa avte? No, pa dajmo Guardia gor. Evo. Zdaj pa dajmo povezati na Brightona. Senzori, novo. Pa dajmo, kje je zdaj. Evo, najdel, detected. Zdaj lahko to kontroliraš prek Brightona, torej high solid. Zdaj skozi gori, malo manj gori skozi. Night flash, day flash, group ride, pa da se luč ugasne. Tukaj imaš opcijo, da prek telefona in kmiš sam start riding in pa ti tukaj kaže vse. Torej, kaj je to? Lučka. Aha, tukaj lahko bolj premikaš. High solid, low solid, pomeni, da je malo manj, ampak še zmer sveti. Group ride, to po moje, če zazna kakšnega kolesarja, pa ne malo manj sveti po moje. Bo treba malo to sprobati. Tu je pa battery saver, ok, day flash. Pomeni, da takole bliska. Night flash je, da je malo bolj. In pa light off. Da je pač ugasnjena. Da je pač nič ne bliska, ampak ti še zmer vidiš klele. In pa na Brightonu vse avte in to. Tukaj imaš še opcijo, a hočeš, da te opozarja ali pa ne. To je pač z principa tega. Zdaj pa pejmo na prvo furo. Pa gremo. Ja. Piše 19 stopinj. Lepo toplo, jaz sem kratki. Prvi avto. Vidimo avgo. Pip. Tam sem prvič čisto v kratkih, torej zgori in spodi. Do zdaj sem imel skozi ali spodi dolge, ali rokavčke, tako da je kar fajn. Za prvič letos čisto v kratkih. Zdaj smo naredili 3 urce, lepo v easy. Bomo videli, kako se ta Guardia obnese. Res je sobota, da je malo manj avtov in vsega. Starta grem pa proti Ljubljani, da bom sami malo več avtov videl, pa lahko malo bolj testiral to Guardio, ker drugače ne bo nič. Še zmeri iz navade pogledam malo nazaj, če grem proti sredini, ali če je kakšna luknja. Zdaj pa malo več za videti. Lej, ko bom spet tega prehitel. On je šel čez center, jaz sem šel pa okrog drugarca. Gremo desno, Gnanje Gorice. Levo na Rakitno. Pip. No, pa res pip.
Kaže 28 stopinj. Vroče je peska s premah. Evo, avto vrhaja. Ok, mogoče je motorist samo težji zaznati. Pa smo na vrh. Kaj se tle dogaja? Ne vem, kaj snimajo klele, ampak pojma nimam. Najvišja točka v občini Cerknica. Pikovnik. Upa, tudi piha. Dajmo tole prižgati, držiš ta knof na vrh. Evo. Radar connected. To je to. Tut. 4 sekunde, preden se je odstranil avto. To mi pa ful všeč, ko piska. Uretavljanje pravca. Je kar v redu, dela kakor more. Če gre rado za tavo, pa če izenači tvojo hitrost, tam po 5 sekundah zgine. Ta problem je že dobro znan, tudi pri Variji, čeprav tam malo dlje drži avto. Zdaj klele je nekje 190 metrov tja dol do tistega. Čeprav je malo drugače na Brightonu, kakor na telefonu. Na Brightonu jih pokažemo več, pa malo hitrejši. Je pa razlika na Brightonu ali pa na telefonu. Tukaj imamo 3 avta, 2. To je približno 190 metrov, 200 metrov do tistega ovinka. 200, 190, 180, 170. Ene 150 metrov. 170 metrov mogoče. Brighton Guardia dela kar v redu, kar se tiče zaznavanja vozil. Čeprav včasih dobim kakšen false positive, pomeni, da zazna neko vozilo za mano, ki ga sploh ni. Cena Guardie je 130 evrov, tako da če hočeš kupiti, bom pustil link spodaj v opisu. Upam, da ste uživali, naročite se na kanal in se vidimo naslednjič.